komentiraš končanje, tisto, kar običajno pravimo, prvi polčas dvoboja, 6-3, morda z vašega zornega kota malce previsoka razlika, sicer je še povratna tekma, vsekakor. Res je, to je šele prvi polčas, ampak vsem 3 goli prednosti za Bronxe. Glede na potek tekme je to res previsok rezultat, ampak nič, v Mariboru gremo na zmago, zaostanek ni tako velik, tako da gremo na zmago. Ampak to je tisti čar nogometa, v ponedeljek ste jih premagali 8-0, danes pa zgubili za 3 gole. Ja, res, to je čisto nova tekma, vsaka tekma se začne 0-0, pač to je nova tekma, danes so bili Bronxi veliko bolj agresivni kot v ponedeljek, tako da v torek moramo mi biti bolj agresivni, to je mislim. Prej smo govorili z Urošem Krofličem, rekli smo, prvi polčas je dobil Bronx, sledi še povratna tekma. Ja, res je, domačinom moramo čestitati za zasluženo zmago danes, nismo bili pravi. Pravi smo bili samo prvi polčas do 13-14 minute, potem pa je igrala bolj ali manj domača ekipa. Ja, imamo še povratno tekmo v Mariboru, naredimo vse, da smo mi udeleženec zaključnega turnirja. Ampak prej smo tudi Kroflič omenili, v ponedeljek ste zmagali visoko, gladko, danes obratno, to je čar nogometa. Ja, res je. Mi smo vse skozi poudarjali, da je to danes nova tekma, da tistih 8-0 se ne igra nobene vloge, da se moramo postaviti maksimalno skoncentrirano in čvrsto. Nažalost nam ni uspevalo. Dvakrat smo se pravzaprav vrnili v igro, na začetku povedali, ampak potem z nekimi nerazumljivimi potezami mogoče nasprotniku rezultat, ki ga zdaj postavlja v vlogo favorita, ampak sigurno bomo mi poskušali na drugi tekmi v Mariboru narediti vse, da, kot sem že prej rekel, da se uvrstimo na zaključek. Domačih junakov tega srečanja, danes ste pokazali tisto, kar bi verjetno trener od vas pričakoval vedno. Vztrajali ste do konca, verjeli, bili zbrani, izkoriščali napake nasprotnikov pred njihovim golom. Skratka, premaga državne prvake s 3 goli prednosti, to pove vse. Ja, najprej hvala za čestitke, ampak mislim, da to ni bila tista ekipa, ki je bila lani, ne od Maribora, ampak vseeno smo se po ponedeljkovi tekmi, ki smo bili malo z glavami drugje, po nesreči smo se vendar pobrali in mislim, da smo dobro odigrali, zasluženo zmagali in zdaj nas čaka še povratna tekma v Mariboru, ker se bo šlo tudi kot danes na nož. Marko Hrvatin, gladka zmaga, sladka zmaga, 3 goli prednosti pa ni nujno, da pomenijo, da je Bronx že naprej, namreč povratna tekma v Mariboru bo spet nova zgodba. Ja, vsekakor. Mislim, da je bilo zanimivo srečanje. Mi smo vedeli, kako moramo pristopiti na tej tekmi. Čutili smo to tekmo že nekaj časa. Po eni strani nas je tudi malo pokopal ta visok poraz, ki po eni strani si ga nismo zaslužili. Po drugi strani pa jaz sem verjel v to ekipo, vedel sem, kaj nas čaka in strategija je bila narejena. Jaz sem s prvim polčasom pokala zadovoljen. Vemo pa to, da ni niti malega dvoma, da smo mi blizu kakšne končnice. Maribor ostaje izrazit favorit. Videli smo, kakšno ekipo ima, videli smo, koliko so finančno vložili v to ekipo in vsekakor oni ostajajo tisti, ki morajo, mi pa gremo odgarati tekmo tako, kot je treba. Omenil si poraz v prvenstvu z 8-0, tekma, ki je bila preložena zaradi prometne nesreče. Verjamemo, da boste v torek šli malo bolj previdno v Maribor. Ja, ni toliko, to se je pač slučaj, ki se je zgodil, to pride enkrat toliko, ne moremo se na to izgovarjati. Jaz sploh nisem niti na to pomislil. Mi enostavno v Mariboru nismo bili pravi. Hotel sem nekaj taktično eksperimentirati in sem na koncu se odštel, jaz sem to prej priznal. Po drugi strani vseeno sem mislil, da bo malo bolj trda tekma gor, ampak roko na srce, če mi iztržimo ugoden rezultat na Mariboru, bo ona prva tekma pozabljena. Po drugi strani pa vemo, koliko je ura, vemo, kdo je Maribor, stajajo favoriti, kot sem rekel, pač mi bomo šli 100% in če bomo, če ne bomo čestitali nasprotnikom.